Naš Luki je spet nekaj posnel, spet nam bo selil pamet očitno. Pozdravljeni. Ste se kdaj vprašali, kako pomembna je sol? Pa ne mislim za vaš pomfri ali ocvrt krompirček, ampak tako, nasplošno. Sol je življenje. Ne le dobesedno, vendar tudi metaforično. Izredno pomembna za nemoteno delovanje našega organizma, ima pa tudi skozi zgodovino zelo pomemben pomen. Vam bom razložil. Natrij, eksploziven mineral, zelo nevaren. Klor, smrtno nevaren plin, poznamo ga iz Prve svetovne vojne. In skupaj natrijev klorid, ali bolje rečeno, sol, ki jo vsi poznamo in potrebujemo. Sol je mineral in na nek način edini kamen, ki ga ljudje zares jemo. In skozi zgodovino je ta kamen rušil imperije, poganjal ekonomije, začenjal nove trgovske poti in zaradi soli so se zmagale in izgubljale vojne. Zakaj torej je bil ta mineral tako pomemben v zgodovini? Res, da lahko rahlo spremeni kemično strukturo hrane in s tem pričara boljše in bolj zanimive okuse, kar vsi obožujemo. Vendar, glavna lastnost soli je ta, da nase veže vodo. Se pravi, česarkoli se dotakne, dehidrira. In zato je bila sol v zgodovini zelo pomembna kot konzervans, kajti v preteklosti so hladilnike imeli le eskimi. In zato je bila sol neprecenljivega pomena, kajti le osoljena hrana je bila pripravljena na dolgo pot. Maja, ni soli, ni pršuta. In zdaj ste si rekli, vi rabite sol. Ne. Kaj lahko naredite? Lahko greste do morja, zajamete eno vedro in to vodo začnete prekuhavati, da izklapi in na koncu vam bo ostala sol, kar je zelo dolgotrajen proces. In seveda, če ne živite ob morju, kaj lahko naredite? Ste odvisni od zalog soli na kopnem. In to je seveda zemeljska, kopenska sol, bolje poznana kot kamena sol. In mesta, ki so zrasla ob centrih kamene soli, so bila v zgodovini zelo pomembna in še dan danes nosijo imena. Naprimer Salzburg, Salz po nemško sol, Tuzla, Tuc po turško sol in še mnoga druga mesta. Seveda, greste pa lahko na soline, pa si tam zrihtate sol. Ne, to ni čebelarski pripomoček. To je posebno orodje, s katerim tukaj na Sečoveljskih solinah nabirajo solni cvet. Najbolj imenitno sol, ki se jo da dobiti pri nas. Kitajci že 2700 pred našim štetjem začnejo prekuhavati morsko vodo, da s tem pridejo do soli. So tudi ena prvih držav, ki sol obdavči. Tako sol postane ena prvih obdavčenih snovi in dobrin. Herba salata po latinsko pomeni soljena zelenjava in od tam tudi izvira beseda solata. Ti Rimljani. Egipčani so sol uporabljali pri mumifikaciji. Sol je bila tako zelo pomembna in dragocena, da so države rade izvajale monopol na tem. Tako Angleži, na primer, niso pustili svojim ameriškim kolonijam, da bi pridelovale sol. Samo uvažale so jo lahko, saj veste, tisto angleško. Sol je po kilaži, bolje rečeno tonaži, najbolj izvažan produkt novega sveta. V Evropo ga uvozijo več, kakor sladkorja, tobaka ali čaja. Tone in tone soli! Benetke tudi svoj trgovski imperij postavijo ravno s preprodajo soli. Pa krivi so tudi, da mi sol tukaj delamo v Sečovljah. Sale, sale, sale di mare, sale fino, sale, sale. Angleži so sol prepovedali pridelovati tudi Indicom in zato se je sam Gandhi v znak upora odpravil do morja, kjer je nabral indijsko sol. Mahatma, najdražja sol na svetu, prihaja iz Koreje. Ma kar zakompliciran proces in stane tam okrog 2 evra na gram. Mogoče je najdražja, definitivno pa ni najboljša. To je seveda naš solni cvet, ki je nekaj posebnega, pa še vsak si ga lahko privoščiš.
Samo v naših morjih in oceanih je več kot 50 milijonov milijard, 50 milijonov milijard kubičnih ton soli. Približno 3,5% vse teže vode je sol, slane vode. Pri nas se pa zgodovina solinarstva začne v zgodnjem 9. stoletju. 804 bolj natančno. Takrat so bili botri solinarstva na naših koncih seveda mogočni Benečani. In tam v 15. stoletju se je pa tukaj pridelalo največ in najboljša sol v celi Evropi. Ja, pri nas v Sloveniji, v Piranu, v Sečovljah. Najboljša sol v Evropi, slišali ste. In takrat je tudi Martin Krpan, na primer, kajti ko Benetke propadejo, pridejo Avstrijci, saj vsi vemo, in Martin Krpan je švercev angleško sol. To seveda ni bila prava sol, to je bil soliter, ki je eden ključnih delov za izdelavo smodnika. Če ni soli, tudi bum-buma ni. Sol, ki je bila včasih tako luksuzna dobrina, da so jo uporabljali le kralji in da so nekateri ljudje celo plačevali v soli, jo imamo danes toliko, da so nekateri v nevarnosti, da jo pojejo celo preveč in toliko, da z njo celo solimo ceste. No, seveda to ni taka fina, dobra sol, kakor iz naših solin, vendar industrijska. Pa vseeno, soli je v izobilju. Voham jo. 5 minut je čisto premalo, da vam bi lahko dodobra nasolil pamet o soli. A upam, da sem vas navdušil, da se boste sami tudi bolje pozanimali. Tukaj v Krajinskem parku v Sečovljah imajo tudi seveda muzej soli, tako da lepo vabljeni. In hvala lepa, da ste nas gostili. Tako da upam, da sem vam vzbudil tek po soli. Pamet si pa lahko še sami malo dosolite, pa do prihodnice. A je bila dobra? A veš, dosolite. Kaj, a je bila malo neslana šala ali kaj? Pa dobro, no, pa ne mi zdaj sol v rano rint, no. Sem mislil, da si ti vreden svoje soli. Ma solit se pej. To je bila samo ena stvar in to sol na rano dobrega okusa. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.